privoščimo. Vsem prisotnim lep in prijateljski tovariški pozdrav v imenu krajevne organizacije Zveza borcev Kote za vrednote NOB. Pozdravljam in zahvalo namenjam vsem, ki ste pomagali obnoviti ta simbolni objekt. Partizansko bolnišnico Mirta. Posebna zahvala gre občini Ravne, tovarišu gospodu Tomažu Roženu, ki je prevzel pokroviteljstvo nad obnovo in kosturju doktorju Marjanu Linasijo iz Koroškega pokrajinskega muzeja za prispevek k vsebini in opremi našega objekta. Hvala za pomoč vsem sorodnikom, zdovcem, Rožekovim in drugim, ki so kakorkoli pomagali pri obnovu te bolnišnice. Ohraniti mladim pa zgodovinsko združenje, da pomagajo ohraniti spominsko obeležje za pomembne dogodke iz težkega obdobja za Slovence in domovino. Naj povem, da smo obnovo te naše Mirte bolnišnice začeli obnavljati lansko leto in to tudi, moram povedati, tudi na iniciativo gospoda župana, ko je nas tako malo kregel, da nismo pravčasno, vendar bila je pač takšna zadeva, da so pa zmeraj kakšne težave. Vendar smo pristopili tudi vsi, ki smo vedeli, kam moramo pritisniti, da bomo kje dobili. Veliko so pomagali domači tukaj, sinovi, eni in drugi, Rožekovi, da smo lahko očistili, da smo nabavili material, kupili smo ga praktično iz lastnih sredstev, mislim, da samega strehe v Slovenj Gradci. Morate videti, da smo bili sicer malo grajeni, da smo s tem plehom delali, pa smo zdaj pokrili tako ali drugače. Namreč te objekti so praktično 12. objekt v naši krajevni skupnosti. 12. objekt. Največji objekt je seveda kozarnica Osvobodilne fronte in zdaj tale seveda in tale pominska obeležja na Rimskem vrelcu in seveda centralni spomenik pred cerkvijo v Kotlah. Kot veste, letos praznujemo 75. obletnico napada na Kotle druge čete prvega koroškega bataljona, ki ga bomo praznovali zadnjega oktobra letos. In moramo reči, da še kar delamo po svojih močeh. Seveda starejši smo, ne moremo vsega, vendar skušamo pač si pomagati, kakor vemo in znamo. Zato se bomo pa seveda vsem se pridružujemo. Hvala,
tovarišu Karlu Polancu, predsedniku krajevnega odbora Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Kotlje, ki je bil seveda tudi glavni pobudnik in gonilna sila pri obnovi te naše bolnišnice Mirta. Sodelovali so, kot je povedal, tudi drugi člani Zveze borcev iz Kotelj in okolice, za kar se jim posebej zahvaljujemo. Strokovno delo pri vsebini in opremi tega objekta je prevzel Koroški pokrajinski muzej oziroma kustos dr. Marjan Linasi. Oblikovno podobo informacijskim tablam pa je prispevala oblikovalka Blanka Kamnik, tudi njima hvala. Gospod Linasi je danes med nami in izkoriščam priliko, pa ga vabim, da nam v kratkem predstavi pomen partizanske sanitete in skrbi za borce ranjence ter seveda same bolnišnice Mirta. Prosim. Hvala za povabilo. Lep pozdrav v imenu Koroškega pokrajinskega muzeja in tudi v mojem lastnem, ne vem, tehnika nekam nagaja, zato je skoraj najboljši, da bi človek kar tako govoril prosto. Bom skušal kolikor to glasno. Jaz sem dobil nalogo, da sodelujem pri tej obnovi, ampak bil sem v zelo nerodnem položaju, ker praktično v tej bolnici ni ohranjenega skoraj nič. Skoraj nič, nobenih predmetov, fotografija samo ena, pa še tista iz časa po vojni, izgleda, ko so obnavljali tam neki štuki, pa neki civilisti sedijo gor na njih, to je vse. Zdaj, kaj narediti iz tega, če nimaš nič? No, vsaj v tekstovnem ali pa vsebinskem smislu sem skušal nekaj prispevati, nekaj malega vemo o tem, v ostalem sem pa na enem panoju, ki je znotraj, podal en tak oris partizanske sanitete na območju Mežiške doline. Tudi o tej bolnišnici nekaj malega, koliko sem pač mogel dobiti, a ne, njen pomen sem skušal malo oceniti in tako naprej. Moram narediti tudi malo reklame. Napisal sem eno zelo obsežno delo Mežiška dolina v viharnih letih 1941-45, ki ga je v svoj program vzela Mohorjeva v Celovcu in upam, da bo delo išlo do konca tega leta, če ne pa na začetku naslednjega. In tam seveda opisujem nasplošno protiokupatorski, protinacistični boj v Mežiški dolini. Uporabljal sem tako partizanske kot tudi okupatorjeve dokumente. Veliko tudi okupatorjevih sem našel in pri nas in v Celovcu, tudi na Dunaju sem bil. No, glavni poudarek iz teh okupatorjevih dokumentov je ta, kot sami ugotavljajo, da prebivalstvo pač ne sprejema okupatorja in da na tihem skoraj v celoti sodeluje z partizani. No, kaj več pa boste lahko prebrali, ko bo knjiga, dokaj obsežno delo, izšlo. Seveda sem obdelal tudi te, bi rekel, partizanske enote, politične strukture, pa tako zvani partizanski support, se pravi od sanitete do tiska, do tudi gospodarske dejavnosti in oskrbe partizanskih enot in tako naprej. Tako da pač malo povem tudi o tem. No, tukaj bom pač podal en kratek oris, tako kot boste lahko tudi prebrali na tem notranjem panoju o zasilni partizanski bolnišnici Mirta. Na območju Mežiške doline in Dravograda se je oborožen odpor proti okupatorju z stalnimi vojaškimi in političnimi strukturami začel bolj ali manj novembra 1942, takrat, ko je torej, če odmislimo te uporniške skupine, ki so bile leta 1941 in so bile hitro odkrite in uničene, je potem vladalo tam do
julija, avgusta neko mrtvilo, dokler ni v zgornji del Mežiške doline prišel prvi štajerski bataljon, ki je kaznoval nekaj okupatorjevih sodelavcev in požgal nekaj domačij. No, potem je prišel tako imenovani Kranjčev bataljon iz sestave druge grupe odredov. No, potem novembra 1942 pa pride na to območje Pavle Žavcer Matjaž, ki ga je pokrajinski komite komunistične partije za Severno Slovenijo poslal kot organizatorja oziroma kot sekretarja in dolgo časa edinega člana okrožnega komiteja za tako imenovano Koroško okrožje. Takrat se je reklo Koroško okrožje, ki so ga potem avgusta 1943, ko je prišel sem še inštruktor Sergij Krajger, razdelili na Mežiško in na Podjunsko okrožje. To je bilo začetek, je bil nekje novembra 1942, največji razmah pa je to osvobodilno gibanje doživelo poleti 1944 z vzhodno-koroškim odredom, vključenim v koroško grupo odredov. Politični komisar vzhodno-koroškega odreda je bil Franc Sever Franta, ki je letos praznoval 95. rojstni dan in je še eden redkih, še živečih poveljujočih ljudi v drugi svetovni vojni nasploh, ne samo pri nas. Ker je sprva šlo za manjše partizanske enote, torej govorim konec 42, potem 43 leto, manjše partizanske enote, ki so se bolj ali manj priložnostno spopadali z okupacijskimi silami, so le te imele bolj malo ranjencev. Prvič je bila potreba po partizanskem zdravniku izražena v zapisniku Belopeške partijske konference takratnega koroškega okrožja 12. maja 1943, kajti do takrat se je že nabralo nekaj ranjencev in bolnikov. Zdravili so jih v zasilnih bunkerjih na način ljudske medicine, kjer so imele glavno vlogo domača zdravila, zlasti domače žganje, ki ga je bilo na kmetijah dovolj. V nekaterih posebnih primerih, ko niso znali pomagati sami, so se aktivisti Osvobodilne fronte in civilisti, ki so skrbeli za ranjence, obrnili na civilno medicinsko osebje, tudi na zdravnike, zlasti na doktorja Boštjana Erata v Guštanju, Ravnah, doktor Marijo Ramšak v Črni, pa tudi na nemško govoreče zdravnike, ki jih je nastanil okupator, kot sta bila na primer dr. Hans Ofner, šef bolnišnice v Črni, ki je dopuščal sodelovanje osebja z osvobodilnim gibanjem, in zlasti pa še dr. Georg Smeričnik, ki je bil zdravnik na Prevaljah. Ta je pa zaradi aktivnega sodelovanja s partizani, zaradi izdaje, tudi o tem jaz kar obsežno pišem v svoji knjigi, je bil celo aretiran in bil celo obsojen in zaprt. Pozneje, zlasti leta 1944, po prihodu 14. divizije, ko so na ozemlju Mežiške doline in Dravograda začeli izvajati akcije njene brigade in ko so se stalne partizanske enote na tem območju bistveno povečale in pričele z obsežnejšimi akcijami, se je povečalo tudi število ranjencev. Ker je v bližnji zgornji Savinjski dolini nastalo osvobojeno ozemlje, so ranjence iz Mežiške doline poleti 1944 večinoma nosili v tamkajšnje bolnišnice. Zlasti na Solčavskem, na Ljubnem pa je delovala tudi kirurška ekipa 4. operativne cone pod vodstvom dr. Roberta Kukovca, ki je potem padel. Na zahodnem Pohorju so od aprila 1944 dalje postopoma nastajale partizanske bolnišnice, ki jih je vodil dr. Ivan Kopač Pavček, tako imenovane Pavčkove bolnišnice. Ki je tudi dve od teh sta ohranjeni, ena spada pravzaprav pod muzej Slovenj Gradec in smo tudi lansko leto naredili eno kar lepo obsežno razstavo pri bolnišnici sami. Seveda v teh bolnišnicah imamo veliko ohranjenega gradiva in je potem seveda tudi razstavo lažje narediti. Zaradi težje dostopnosti, kajti prečkati bi bilo treba cesto in železnico po Mislinjski dolini in se izogniti več okupatorjevim postojankam, je bilo manj primerno nositi ranjence tja. Vodstvo partizanske sanitete pri štabu 4. operativne cone je torej sprevidelo potrebo po zgraditvi partizanskih bolnišnice v Mežiški dolini, zato je Solčavskega poslalo na območje Bistre in Koprivne gradbeno ekipo in sanitetno ekipo pod vodstvom Anice Tomazin Pepce in Petra Tomazina Skale. V vseh teh dogodkih
sva midva z Antonom Ikovicem precej natančno pisala že v knjigi Koroško partizansko zdravstvo, ki je išla že davnega leta 1985. Ja, ekipa je, opirajoč se predvsem na sebe, brez kakšne pomoči od drugod, do konca leta 1944 zgradila partizansko bolnišnico imenovano B11, ki je večkrat menjala lokacijo, bila celo izdana, vendar je osebje pravočasno rešilo ranjence, tako da nobeden ni prišel v roke okupatorju. Z ofenzivo, ki se je začela 6. decembra 1944, pa je okupator dokončno izničil osvobojeno zemlje, odkril in uničil več partizanskih bolnišnic. Taka usoda je zadela tudi bolnišnice na Solčavskem, vendar je štab koroškega odreda ranjence pravočasno evakuiral v bolnišnico B11. Na območje Koprivne in Bistre se je v zimi 1944-1945 umaknila iz Solčavskega tudi premična ali pokretna bolnišnica. Ja, tam je pa tudi moj oče bil zraven, ker je bil močno ozebel v noge in mi je tudi izdatno pripovedoval o tem, kaj vse je doživel. Bolnišnica Mirta, bolje rečeno en zasilen bunker, zemljanka, saj ni imela nobenega usposobljenega sanitetnega osebja, je bila navzlic svoji skromnosti, če odmislimo še bolj skromne zasilne bunkerje, kjer so se zdravili posamezni partizanski ranjenci in bolniki, pravzaprav edini sanitetni objekt na obširnem ozemlju Mežiške doline in območja Dravograda ter tudi širše med Bistro pri Črni, kjer je delovala, kot sem rekel, šele v letu 1945 bolnišnica B11 in Zgornjim Legnom, kjer so od maja 1944 delovale Pavčkove partizanske bolnišnice. No, ene bolnišnice so delovale tudi na območju Šmiklavža, tam tudi take bolj kot ne zasilne oziroma prehodne, kjer so bolj ali manj zbirali ranjence in jih potem pošiljali v Pavčkove partizanske bolnišnice. No, to bolnišnico Mirta je zgradil po leti 1944 Felix Dovc Fika, domači sin številne Rožankove družine iz Podgore, iz katere je okupator zaradi sodelovanja v odporu nekaj družinskih članov ubil, ostali tudi on sam pa so pred okupatorjem pobegnili v gozd. Mati in mladoletni otroci so se do konca vojne skrivali, odrasli družinski člani pa so se udejstvovali kot partizani. Tudi o usodi Rožankove družine in o okupatorjevih zločinih, tudi nad Rožankovo družino in torej zločinih, v katerih so sodelovali tudi nekateri domačini, moram reči. Tudi o tem jaz veliko bolj obširno pišem v omenjenem tekstu, ki zdaj pa že imam upanje, da bo izšel kot knjiga. Ja. Zemljanko deloma vkopano v zemljo, deloma postavljeno nad zemljo je zgradil v domačem gozdu na vzhodnem pobočju Uršlje gore, se pravi tukaj, kjer smo zdaj. Tu je nadmorska višina med 800 in 900 metri. Sprva seveda zase, saj je bil zaradi slabega zdravja odpuščen iz 1. bataljona vzhodno-koroškega odreda in premeščen med aktiviste Osvobodilne fronte na terenu, tako imenovane terence, kot so jim rekli bolj popularno. 25. novembra 1944 so v ta bunker prinesli še njegovo sestro Ano Zdovc Mirto, ki je bila hudo ranjena v nogo, a se je uspela rešiti iz hudega spopada pri Mežnarju, pri Sveti Neži na Selovcu. Tudi takele spopade, tudi tega, ki sem ga omenil, tudi jaz v tej svoji knjigi še bolj obširno opisujem. A se je uspela rešiti iz hudega spopada pri Mežnarju, ko je okupatorjeva vojaška enota, ki je bila nastanjena na gradu grofa Turna v Guštanju, se pravi na Ravnah med Hajko, za partizani na območju Selovca zajela 9 partizanov in njihovih podpornikov. Pri tem je bil Max Hudopisk Merkač, ki je bil prav tako hudo ranjen v nogo, zajet, vendar je dočakal konec vojne v bolnišnici v Celovcu. Ja, zanimivo se mi zdi, da sem dobil en tipkopis njegovih spominov, da jih je, seveda njega sem poznal, pa je seveda napisal ene spomine, ki so jih potem zvezali kot neko vrste knjigo in prav je tako, še več takih primerov bi moralo biti. Vsak partizan bi moral kakšne take spomine zapustiti. No, saj je res, da imamo pri nas v muzeju kar precej spominskega gradiva ohranjenega. No, imeli smo pa srečo, da je tu izhaja tudi koroški fužinar, ki je vsaj tam do leta 90 stalno objavljal, zlasti ob kakšnih jubilejih, spomine. In zaradi tega je tudi veliko stvari ohranjenih, ki bi sicer šle v pozabo.
Je pa res, da seveda, ko sem pisal knjigo, sem pa še vedno naletel na določene vrzeli, ki jih pa nisem nikakor mogel zapolniti, ne z obstoječimi spomini in tudi, ne vem, tudi živečih borcev je vedno manj, da bi mi lahko kdo kaj pojasnil. Max Hudopisk Merkač je bil v tej priliki hudo ranjen. O njegovem primeru obstaja tudi en okupatorjev dokument, ki sem ga v knjigi tudi citiral, ko so Nemci tudi sami opazili, kako je prebivalstvo sovražno naravnano do njih. In piše, smo pripeljali tega ranjenca in se je naenkrat tam v Guštanju na trgu zbrala ena množica ljudi in so, seveda, ni čist do konca napisal, da so, bi rekel, z sočutjem do ranjenca in z prezirom in gnusom do okupatorja opazovali ta žalostni sprevod. Nogo so mu v bolnišnici Slovenj Gradcu amputirali, tako da je ostal invalid. V tej zasilni bolnišnici imenovani Mirta se je do konca vojne zdravilo skupno 5 ranjenih in bolnih partizanov. Poleg omenjenih 2 tudi Marjeta Bergman ali Kep, Greta in njen posvojenec 10-letni Rudi Keber, ki sta pobegnila v partizane 18. junija. Tudi ta spopad sem kar natančno opisal. Potem, ko so okupacijske sile napadle skupino partizanov na njuni domačiji, po domače pri Ocvirku na Breznici. In prinesli so sem tudi aktivista Osvobodilne fronte Miloša Jeromla, torej vsi trije našteti so se tu zdravili zaradi močnega prehlada in hudih ozeblin na nogah. Ranjence in bolnike je negoval sam graditelj Felix Dovc Fika, ki si je medtem malo pomogel, z vsem potrebnim pa jo je oskrboval aktivist Osvobodilne fronte Karl Aberšek Pero, ki je preko zaupnikov dobival od guštanskega zdravnika dr. Boštjana Erata zdravila in sanitetni material. Toliko sem jaz imel zapovedati, no, ostalo pa se bomo še takole pogovorili. Hvala gospodu Linasiju za njegov vsebinski prispevek k današnji prireditvi. Malo sem gledal okrog po obiskovalcih in po obrazih sodeč ugotovil, da je bilo zanimivo poslušanje doktorja Linasija. Brez kajuha pa si seveda kar težko predstavljamo prireditev, ki je posvečena narodno-osvobodilnemu boju. Zato smo jo vključili tudi v današnji program eno pesem, ki nam jo bo prebrala domačinka Ema Peruš. Ko človek bo človeka prepoznal. Zakaj ne nosite v dlaneh svojih src, ljudje? Zakaj vam niso upisane v očeh vaše misli in želje? Kajti prav v teh dneh, ko je vsaka slutna greh, ko si vsak želi uteh in skriva vsak po svojih se poteh, prav v teh usodnih dneh bi morali nositi vsi srca v dlaneh. In takrat bi se zavedali, kaj naš up velja, kaj velja naš težki boj, da ni malo naših, da nas je nebroj. Ljudje, če v vaših bi očeh razbral, po kakšnih hodite poteh, in če vsakdo od vseh srca na dlan bi dal, da človek bi človeka prepoznal, takrat bi v hipu stari svet propal. Hvala, Ema. No pa si privoščimo še malo kulturnega programa. Združeno z nam tako drago partizansko pesmijo nam ga bojo podali člani harmonikarskega orkestra Prežih Voranc.
Lepa pesem. Bravo, naši harmonikarji. Kar težko namreč danes že najdemo ljudi, ki bi znali na mehe potegniti pristno partizansko pesem in oni to znajo. Danes jih bomo kasneje še slišali in jim se že zdaj zahvaljujem za njihov prispevek. Predtem pa nam bo Ivana Gorenšek, nacejska beba, prav tako domačinka, po zapisu Zvonka Robarja predstavila okoliščine o tem, kako je v tem gozdu nastal bunker partizanska bolnišnica Mirta. Prisluhnili bomo še nekaj utrinkom iz zapisa v Koroškem Fužinarju številka 4/1976, vezanih na dogajanje pred in po zgraditvi bolnišnice Mirta. To pa nam bo prebrala Ema Peruš. In še kratek zapis, kako je nastajala partizanska bolnišnica Mirta. V Ivartnikovi bajti v Podgori so po spletu dogodkov poleti leta 1944 morali ostati ranjeni partizani kar 3 dni, ker je po noči dobila vročino tudi Rožankova Julka, Ančkina sestra. Takrat je začel Rožankov Fika razmišljati, da bi v gozdu nad Rožankovo domačijo zgradili bolnico. Najprej je napravil tako veliko luknjo, da je vanjo spravil Ančko in Julko. Po noči pa se jima je na noge vsula zemlja. Prva je iz luknje skočila Julka in nato potegnila ven še Ančko, ki je imela noge čisto zasute. Julka je kmalu potem ozdravela. S Fikom sta luknjo povečala in jo obdala z lesom in deskami, ki sta jih po noči znosila v gozd od doma. Tako je nastal bunker, ki je dobil ime po Ančkinem partizanskem imenu Mirta. Rožankov Fika je bil zadolžen, da skrbi za ranjence v tem bunkerju. V bunker Mirta so meseca decembra partizani privedli Markovega Miloša, ki je v veliki ofenzivi v Savinjski dolini umrznil v noge in se takšen v najhujšem mrazu pribil na Uršljo goro. Ob novem letu pa je Karel Aberšek, Pero, prinesel na hrbtu bunker v Cvirkovo greto in neki ruski borec v Cvirkovega Rudija, ker zaradi umrznjenih nog nista mogla več hoditi. Oba sta bila potrebna zdravljenja. Tako se je v bunkerju zdravilo naenkrat 5 do 6 ljudi. Za bolnike je moral skrbeti Rožankov Fika. Prinašal jima je hrano in zdravila. Bil je tudi njihov zdravnik in operater. Glavno zdravilo, ki so ga imeli takrat, je bilo žganje. Greta je v svoji poškodbi povedala: Fika mi je s pinceto vlekel iz ran kosti vseh prstov, ker so mi popolnoma umrznili. Večkrat je bolnike obiskal tudi član dravograjskega okrožja Karel Aberšek in prinesel hrano in se pozanimal za njihovo zdravje. Bunker je bil zelo dobro zakrit. Nihče ga ni mogel videti, dokler ni prišel čisto do njega. Vsi, ki so prihajali in odhajali iz bunkerja, so morali za seboj pot dobro zamaskirati. Pozimi so imeli sito, s katerim so za seboj sejali sneg in tako vsako sled popolnoma zakrili. V bunkerju so ranjenci ležali na pogradih drug na drugim. Da ni bilo preveč mrzlo, so kurili v gašperčku, na katerim so si kuhali tudi čaj. Podnevi so morali paziti, da bi dima ne opazili Nemci, zato so izmenično dežurali pri luknji, iz kateri je uhajal dim, in z vejo razganjali dim. Cvirkova Greta je o tem povedala: Vsak dan, ko sem razganjala dim, je iz gozda priskakljala veverica, se dvigala na zadnje tačke in me čudno opazovala. Živali se nas niso nič bale. Najdaljši dan v bolnici Mirti je bil za bolnike takrat, ko so Nemci napadli pri Jurčku. Nemci so hodili v bližini bolnice in niso odkrili. Tudi 11-letni Rudi je pomagal ranjencem. Ko je nekoliko okreval, je bil Fiko za predhodnico. Fika ga je navadno poslal naprej k kmetu, da je videl, če so Nemci pri hiši. Šele nato je šel sam.
Kmetje so že vnaprej vedeli, po kaj sta prišla, ker so jih partizani zadolžili, da morajo dajati hrano za bolnico. Najprej je ukreval Marko Miloš in zapustil bolnico, potem sta bolnico zapustila tudi Greta in Rudi in odšla na Dravograjsko okrožje, kjer sta delala v tehniki. Po zapisu Zvonka Robarja. In še nekaj utrinkov. Upast. Meležnikov Max je bil jeseni 1944 leta dodeljen terenkam, ki so delale na Brdinjah v bližini Raven. Njegova naloga je bila, da spremlja terenko Angelo Tratnik, Dularjevo mamo, Olgo Križanovsko in Rožankovo Ančko. Prenočili so pri Vohnetu na Brdinjah. Zgodaj zjutraj so odšli k kmetu Mežnarju. V gozdu sta jima nasproti prišli dve ženski. Tratnikova Angela jima je dejala, da jih ne smeta izdati. Partizani so pri Mežnarju vstopili v hišo. Na straži je ostal Max. Stal je nad hišo, da je imel pregled na vse strani. V daljavi je zagledal kolono Nemcev, ki je šla od Dobri proti Mežnarju. Stekel je hišo in zaklical: Nemci! Ter se hotel hitro umakniti v gozd. V tem trenutku so Nemci napadli z zgornje strani iz gozda. Ranili so ga v nogo, zato ni mogel več bežati. Zavlekel se v gozd, kjer je zakopal municijo in puško. V tem trenutku je iz hiše pritekla Rožankova Ančka. Posrečilo se ji je, da je med streljanjem zbežala proti Sveti Neži, čeprav je bila ranjena v nogo. Dularjeva Angela in Olga Križanovska sta se skrivali v kleti. Nemci jo sprva niso našli in so odšli naprej. Pozneje so jo ulovili v gozdu. Maxa so Nemci naložili na gare in ga z voli odpeljali na Ravne. Ležal je zelo nerodno, da mu je glava visela z gar. Voznik pri vožnji ni dosti pazil, kako ga je vozil, vse ga je bilo strah. V gradu nad Ravnami so vojaki z Maxom lepo ravnali. Poklicali so doktorja Erata, ki jim je dejal: takoj ga odpeljete v bolnico. Odpeljali so ga v slovenjgraško bolnišnico, kjer so mu še tisto noč odrezali nogo. Naslednjega dne je prišel v bolnico Gestapo in odpeljali so ga v mučilnico v Dravograd, kjer so ga zasliševali. Pozneje so ga odpeljali v bolnico v Celovec. Od Mežnarja je Rožankova Ančka bežala po čistini, ker se je bala, da bi v gozdu padla v nemško zasedo. Tekla in tekla, kolikor je mogla. Nemci so kot nori streljali za njo. Ko je pritekla do potoka, je začutila, da ji noga umahuje. Srce je začelo močno biti, ko je zagledala na nogi veliko rano, skozi katero se je videla kost. Raztrgala si je del srajce in si rano hitro povila. Potem se je skrila v bregu v grmovje in čakala, da se je zmračilo. Nemci so jo iskali s policijskim psom, a je niso našli, ker je nekaj časa tekla po potoku in tako zabrisala sled. V mraku je prišla k kuplenu in vprašala: ali so pri vas partizani? Ni jih, je odgovorila mati, morda so pri Rebrniku. Ali je daleč do tja? Je vprašala. Obraz je bila vsa bleda. Kuplenov sin je dejal: vas bom pa jaz peljal v Rebrniku. In tako sta Ančka in deček odšla v Rebrniku. Šele ko sta odšla, je rekla Kuplenova svojemu možu: Jezus Marija, ona je vendar ranjena. Hotela jo je poklicati nazaj, a ko je prišla na hišni prag, ju ni bilo nikjer več. Pri Rebrniku je Ančka srečala partizane. Naprej ni mogla več hoditi, zato je Nandi samec nesel proti selam, kjer je bila varna pred Nemci. Na pomlad je iz varnosti zapustila bolnico tudi Rožankova Ančka. Partizani so jo odnesli v Hošveno in nato na Črni vrh, kjer sta zanjo skrbela brat Max in sestra Julka. Bila je tako slaba, da so mislili, da bo umrla. Julka je z okrožja prinašala zdravilo in hrano. Gašparič, ki je bil sekretar okrožja, je dovolil, da je lahko bila ves teden pri sestri. Le enkrat na teden se je morala javiti na okrožju. Max pa je prinašal Ančki iz doline hrano, ki jo je dobil pri kmetih, na selah in v Podgori. Nekega dne je odšel na javko k zvodniku. Več dni je vse povsod pokalo. Julko je skrbelo, da se mu ni kaj zgodilo.
Splezala je na bukev in gledala v dolino, če se morda vrača. Kar naenkrat ga je zagledala, kako prihaja po čistini, čez jurčkov travnik in od časa do časa strelja v gozd. Ali se mu je zmešalo ali kaj, se je prestrašila Julka. Hitro se je spustila z bukve, stekla na zvišeno mesto in s močjo zaklicala: Max, ne hodi po čistini, videli te bodo Nemci. Svoboda je zakrilil z rokami. Ona ni verjela. Svoboda je. Odšla je povedati Ančki. Svoboda, je Ančka dahnila. Jaz pa verjamem, da je svoboda. Dovolj smo že pretrpeli v tej vojni. In si začela brisati solze. No, pa smo prišli do lepšega, svetlejšega, do svobode. Hvala obema, Ivana in Ema. Borci pa so se odločili, da ob tej priložnosti, ko nas je tu kar nekaj zbranih, podelijo 3 jubilejna priznanja ob 70. obletnici Zveze borcev Slovenije. Priznanja bo podelil Aljaž Vrhovnik, generalni sekretar Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije. Dober dan vsem. Dovolite, da uvodoma povem samo par besed o 70. obletnici Zveze borcev Slovenije. Kot verjetno veste, je Zveza borcev največja in najstarejša veteranska organizacija v Sloveniji, ki je bila ustanovljena 4. julija 1948 in je v najboljšem obdobju štela 157.000 članov. Danes ta organizacija šteje nekaj manj kot 41.000 članov in je še vedno ena izmed največjih organizacij civilne družbe v Sloveniji. V naših vrstah pa je še vedno okrog 6.000 ljudi, ki so imeli poseben status med drugo svetovno vojno, bodisi kot aktivni udeleženci, borci ali pa kot žrtve vojnega nasilja. Po drugi svetovni vojni je bilo na območju Slovenije postavljenih več kot 5.000 spomenikov in znamen, ki spominjajo torej na obdobje druge svetovne vojne, in Zveza borcev Slovenije kot spomin na te dogodke letno organizira več kot 1000 dogodkov in prireditev, kjer se spominjamo torej tega obdobja 41-45. In letos smo torej na veliki prireditvi na Kongresnem trgu v Ljubljani, z nekaterimi smo se tam tudi videli, organizirali slovesnost, kjer smo počastili to 70. obletnico na osrednji prireditvi. Hkrati pa seveda še celo leto po terenu potekajo lokalne prireditve, ki so posvečene Zvezi borcev. V Združenje borcev Slovenije se združuje 82 združenj in znotraj teh deluje več kot 700 krajevnih organizacij in ena izmed teh je tudi krajevna organizacija Kotlje. In dovolite mi, da ob tej priložnosti, pa ravno danes, ko je tudi mimogrede državni praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini, podelimo torej jubilejna priznanja in sicer z naslednjo obrazložitvijo za požrtvovalno ohranjanje in varovanje vrednot našega narodno-osvobodilnega boja. Jubilejno priznanje prejme tovariš Karol Polanc. Jubilejno priznanje z enako obrazložitvijo prejme tudi tovariš Beno Kotnik. In pa jubilejno priznanje prejme tudi tovarišica Jožica Kačič, ki pa mislim, da je ni tukaj, pa ji bomo vseeno zaploskali in naknadno izročili to priznanje. Čestitamo. Hvala. Ja, seveda v imenu nas vseh iskrene čestitke dobitnikom jubilejnih priznanj.
Zdaj pa bo že čas, da damo besedo tudi pokrovitelju obnove naše bolnice Mirta, gospodu dr. Tomažu Roženu, in ga seveda vabim zdaj na govor in pa kasneje tudi na odprtje samega objekta tu nad nami. Vabljeni na ogled objekta ste že zdaj tudi vsi vi. Dober dan, lep pozdrav vsem, tudi z moje strani, lep pozdrav v imenu občine Ravne na Koroškem. Veliko gostov je tukaj zbranih, dovolite, da med nami pozdravim samo, a pa izpostavim našega častnega občana, gospoda Maksa Večka, ki je tudi predsednik Zveze borcev Ravne. Vesel sem, da smo se danes tu zbrali pred bolnico Mirta, oziroma bolnišnico po slovensko. Bolnica Mirta je nekako v moji generaciji, ki sem v 80-ih letih gulil šolske klopi na Ravnah, osnovna šola Koroške kralji, gimnazija Ravne, bila zelo znana. Ko pa sem pred kratkim peljal tule dva svoja otroka, osnovnošolca, pa pravzaprav nista imela pojma o bolnici Mirta. Ogledali smo si seveda objekt in žal jima nisem mogel nič razložiti o tem, kaj tu je, kaj je tu bilo. Zato tudi potem ta, kot je gospod Polanc rekel, razgovor, ne glih kregarija, ampak seveda pobuda in pa moje pokroviteljstvo temu, da smo obnovili ta objekt, da mu naredimo malo večjo pozornost, kot je imel do sedaj, torej neke table, kot boste videli kasneje. Gre za tudi prenovo, ki jo je vodil gospod Polanc, nova streha. Skratka, da objekt ohranimo in pa predvsem seveda prikažemo novim generacijam, zato tudi iz tega mesta moja pobuda, da ali Zveza za vrednote NOB ali občina ali vsi skupaj damo pobudo, da bi obisk bolnice Mirta postal redni del šolskega izobraževanja, tudi vrtca Kotlje navsezadnje ni tako daleč, dostop je lahek, predvsem pa seveda osnovnih šol ter srednje šole, da bi učenci ter dijaki seveda videli del te naše zgodovine, ki je nekako vsej generaciji mladine nekako preveč pozabljena. Zato je morda več razlogov, predvsem pa seveda zop časa dela v to smer, zato se mi zdi pa še posebej pomembno, da se temu ne pustimo, da ta spominska obeležja, kamor sodi tudi bolnica Mirta, obnavljamo, posodabljamo, jih delamo zanimive, tako v smislu stroke, muzejske stroke kot gospod Linasi, kot zanimive v smislu obiskovalcev, da torej bodoči rodovi vidijo, kaj se je dogajalo torej med drugo svetovno vojno. Ko bomo seveda kasneje stali pred bolnišnico Mirta, boste dobili tisti občutek, ki sem ga sam doživel tule pred časom, torej z otroci, tisti občutek pravzaprav neke nemoči oziroma razmer, v katerih so se takrat seveda domoljubi partizani nahajali. Če to primerjamo s tem, s takratnim okupatorjem, nemško vojsko, ki je zasedel rimski vrelec, ki je zasedel vsa naša mesta, ulice in pa seveda partizani, ki so bili tukaj v gozdu, takrat šele začutimo, kako bi rekel, ljubezen do domovine, kaj so mogli v sebi najti, da so pravzaprav šli v gozd in premagali iz takih pozicij, kot je seveda bolnica Mirta ali kot je kozarnica 4 km naprej, ki je tudi mimogrede že zgledno obnovljena. Kakšna moč je morala biti njihova notranja moč, da so lahko premagali okupatorja, in prav se mi zdi, da bi otroci to začutili, kakšna žrtev je bila dana, pogum, domoljubje teh ljudi, ki so seveda naših prednikov oziroma še nekaj naših tukaj zbranih takrat našli. Na to, po mojem mnenju, moramo biti ponosni, smo lahko zelo ponosni na to in zato moramo seveda gojiti ta spomin, obnavljati spominska obeležja, prikazovati zgodbe, kot ste danes slišali, še naprej, in to ocenjujem, da je tudi naloga občine in občina Ravne bo zagotovo te naloge tudi kos in bo sledila, da to obdobje naše zgodovine, temu obdobju naše zgodovine damo takšno mesto, kot si ga zasluži, kot ga je že imela morda, če lahko rečem, v prejšnji državi, v zdajšnji državi pa smo nekoliko v teh 27 letih to pozabili, ampak tudi z današnjo otvoritvijo oziroma minimalno prenovo bolnice Mirta lahko rečem, da se ne damo in da bomo šli še naprej po tej poti, da ohranjamo ta spomin. Hvala vam za današnji obisk in pa vabljeni torej z mano po tej poti, da skupaj odgrnemo slovensko zastavo, prosim seveda z gospodom Polancem pa še kom, in da torej odpremo novo mini poglavje bolnice Mirta.
Zelo lepo se mi zdi, da je dr. Lenasi v svojem nagovoru z imenom omenil ta dva zdravnika v Črni. Jaz sem prvič njuna imena slišal nemška. Vem pa, da se decembra 1944, da je bil v Solčavi, ko je bila tista bitka, ranjen partizan, smo ga vsi poznali, Brančurnik, oče od Simona, in se je zdravil v Črni v bolnici, to je meni oče pripovedoval. In sicer je ležal skupaj z dvema nemškima vojakoma ranjenima. Tista dva vojaka sta se zgražala, da Zambadita ne bo ta ležava, ampak zdravnik je rekel, za mesene ste vsi ranjenci. In tako je utemeljil, da jih je skupaj zdravil. Prav je, ne, in še večkrat bi morali tudi omeniti dr. Erata, ravenskega zdravnika. On je velikokrat šel na obiske, tudi v gost na kmetije posamezne. Pri tem je očitno znal svoje obiske dobro skrivati, je do konca vojne ostal nedotaknjen z nemške strani. Moja mama je bila pri njemu v službi in je včasih pač pripovedovala. Tudi ona je kaj nesla, imela je 2 točki, ena je bila danes tudi omenjena pri Zvodniku v Podgori, druga je bila pri Korešniku na Tolstem vrhu. Tam sta bile njeni sestri poročeni in je sestra nosila robo sanitetno od tam pa naprej v gost. Tako da se meni imenitno zdi, da še z kakih drugih virov čujem potrditev za to, kar sem kot otrok od staršev slišal. To morda za dopolnilo tem današnjim nagovorom. Pa bomo odprli, se še kaj? Ja. Dobro, hvala. Zdaj smo pred otvoritvijo, tako da me veseli, da ste v tem, bi rekel, avtohtonem, pristnem, partizanskem okolju, pa želim, da bi seveda mogoče noben od vas ni danes prvič tule, no? Če pa kdo je, pa dobrodošel, da pripeljete sem svoje otroke, vnuke, pravnuke, da pridejo v to lepo in pa tudi zgodovinsko obarvano okolje v naši občini. Hvala. Evo. Pa obljednik ugledamo.